petek je zato dobrodošli v novi oddaji Pregled tedna. Kaj vse se je dogajalo na slovenski obali, poglejmo. Navkljub prvotno postavljenemu roku za priznanje Palestine s strani Slovenije, se je vlada odločila pospešiti postopek zaradi dogajanja v Rafi na jugu Gaze, kjer je Izrael v preteklih dneh izvedel več smrtonosnih napadov. Po več mesecev trajajoči ofenzivi izraelske vojske na Palestino, ki jo Izrael še vedno koncipira kot obrambni odziv za ugrabljene talce, navkljub sodbam meddržavnega sodišča in navkljub očitnim indicom, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci, je vlada včeraj obravnavala predlog za priznanje Palestine. Priznanje Palestine je vlada napovedovala dlje časa, kot skrajni rok je bil predviden 13. junij. In če manj kot 2 tedna nazaj državni sekretar Vojko Volk napovedal priznanje Palestine po časovnici, slovenska vlada je 9. maja kot prva država napovedala priznanje Palestine in začela postopek priznanja Palestine. Hkrati s tem pa je predsednik vlade slovenske, dr. Robert Golob, pozval vse članice Evropske unije, da se nam pri postopku tega priznanja Palestine pridružijo na način, da ob priznanju, ki ga ne opravimo samo kot akt priznanja, napovemo še naša pričakovanja, da se ustvari premirje, da se izpustijo talci. In še vedno se pogovarjamo še kar nekaj državami, da se nam pridružijo pri tem procesu. Ravnamo tako zato, ker smo odgovorna članica Varnostnega sveta in želimo, da bi bilo priznan čim več kot način pritiska na Izrael, da magari enostransko in brezpogojno preneha z napadi in na drugi strani na Hamas, da magari enostransko in brezpogojno izpusti talce. Naj zaključim s tem, da je napoved priznanja s strani 3 držav samo začetek, ki bo imel zagotovo tudi nadaljevanje. Zelo kmalu. Se je vlada postopek odločila pospešiti prav zaradi dogajanja v Rafi na jugu Gaze, kjer Izrael v preteklih dneh izvedel več smrtonosnih napadov. Zaradi tega so bili vladni predstavniki deležni očitkov opozicije, da s priznanjem hitijo zaradi prihajajočih evropskih volitev. Ne glede na to, kakšno je pravo ozadje za pohitritev postopka, bi po prepričanju mnogih Palestino morali priznati že davno, oziroma vsaj skupaj Španijo, Irsko in Norveško. Ja, zdaj vlada si je postavila skrajni rok, to je 13. junij, ampak dejstvo je, da se razmere na terenu ne bodo spremenile. Dejstvo je, da smo poslušali že več kot desetletje o tem, da bo Slovenija pristopila neki prvi skupini držav. Zdaj imamo tik pred vrati, tik pred golom, če se tako nekoliko grdo izrazim, Španijo, Irsko in Norveško. In jaz mislim, da bi bilo prav, da se tudi Slovenija pridruži temu paketu. Bo to tudi nek močnejši signal Izraelu, da prekine ali pa da vsaj začne razmišljati o tem, da prekine grozodejstva, ki jih počne na okupiranih palestinskih ozemljih. Jaz mislim, da tudi predvčerajšnja signal tožilstva Mednarodnega kazenskega sodišča je zelo jasen in mislim, da tu ni nobene potrebe, da izgubljamo čas iz nobenih razlogov, ne političnih, ne formalnih ali kakšnih koli drugih. In kot vemo, je slovenska vlada kljub priložnosti taktizirala in se ni pridružila priznanju skupaj s Španijo, Irsko in Norveško. Sicer je Palestino doslej priznalo 145 članic Združenih narodov, vendar med njimi ni večine zahodnih držav. V zadnjem mesecu so poleg omenjene trojice evropskih držav priznali še 4 karibske države. Obravnava predloga pa še ne pomeni tudi priznanja Palestine. Sledi namreč odločanje v parlamentu in nato glasovanje v državnem zboru. Bili smo na obisku pri županu, s katerim smo se pogovorili o aktualnih tematikah, med katerimi je tudi OPN. Poglejmo. Včeraj je na mestni občini Koper potekala malica z županom Alešem Brežanom, ki je odgovoril na nekaj najbolj aktualnih vprašanj. Med njimi je tudi druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta mestne občine Koper in dopolnjenega okoljskega poročila za OPN. Trajala bo od 30. maja do 30. junija. Na razgrnjeno gradivo bo možno oddati pripombe in predloge. Bistvena sprememba je predvsem to, da smo upoštevali vse tisto, kar so ljudje na delavnicah ali tudi skozi pripombe dali, upoštevali, pač obravnavali in upoštevali, kolikor je bilo možno. Torej, od nekega predloga, ki je bil širše nastavljen, pač smo popravili ta predlog zato, da še vedno uravnotežen, ampak pač upošteva voljo ljudi. Saj zato smo to tudi takrat razgrnili in
Našli smo pač nek kompromis za to, da bo dokument sprejemljiv in še vedno dober in mislim, da smo našli pravo pot. Izvedeni bosta 2 javni obravnavi, in sicer 6. ter 11. junija v dvorani svetega Frančiška Asiškega. Predloge in pripombe bodo obravnavane na podlagi strokovnih kriterijev. Torej, pripombe po prvi razgrnitvi so bile že obravnavane in tudi rešene, oziroma presojene za reč, strokovni kriteriji prav gotovo. Ne? Torej, ali je skladno z smernicami države in vseh mnenjodajalcem ali ne. Skratka, to je čisto strokovna debata in ne politična. Tu se politika sploh v to ne meša. Po zakonu morajo nato občinski prostorski načrt sprejeti do konca decembra. Med drugimi aktualnimi tematikami je župan izpostavil tudi, da je v teku projektiranje zdravstvenega centra, ki se bliža koncu. Projektira se tudi dvigalo na Markovcu, na Markovem hribu pa bo v izvedbo šla tudi gradnja garažnih hiš. Ta teden je v Piranu potekala seja občinskega sveta. Poglejmo si izpostavljene teme. Na sredini seji Piranskega občinskega sveta so svetniki potrdili odlok o zazidavi Lucija 2, ki bi dal zeleno luč gradnji stanovanjskih stolpičev na Kampolinu v Luciji. Na podlagi tega odloka, ki je bil sprejet leta 1975, so že bile zgrajene vrstne hiše v Luciji, trojčki na Liminjanski in v Čokovi ulici. Del, ki se pretežno nanaša na območje Kampolina, pa zaenkrat še ni bil realiziran. Leta 1998 so bile sprejete spremembe takratnega plana, ki so ta odlok spravile v nasprotje z dolgoročnim in srednjeročnim planom občine. Te ugotovitve so stopile v veljavo z odlokoma iz leta 1999 in 2001. Piranska občina se je za reševanje tega problema obrnila na odvetniško družbo Matos, namesto da bi urejanje tega prostora poskusila urediti z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Odvetnik Franci Matos je ocenil, da sta odloka iz leta 1999 in 2001 napačna, saj zazidalni načrt ni bil v celoti realiziran in da zato še vedno velja del zazidalnega načrta. In sicer naj povem, da je tudi tokrat župan predlagatelj tega dnevnega reda, tako kot je predlagatelj na vseh sejah občinskega sveta in kot je zapisano v 21. členu statuta. Je pa tokrat ena razlika, da so 3 točke, ki ste jih dobili v gradivu, niso bile pripravljene strani občinske uprave, ampak temeljijo na mnenju zunanjega strokovnjaka in jih bo tudi kasneje razložil. In sem predlagatelj sam župan, tako kot so že nekateri ugotovili in kot je tudi že gospod Petaros obvestil razne institucije v naši državi. Naj povem, da res, da v naši občini to ni bila običajna praksa, je pa možna in zakonita. Sprejetju odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ob Belokriški so se volivci zoperstavili že leta 2018, ko je županoval še Peter Bosman. Odlok je razveljavilo tudi Ustavno sodišče. Pri potrjevanju te točke na dnevnem redu se je med svetniki razvnela debata. Občinska svetnica Barbara Imenšek je predstavila mnenje ustavnega sodnika Cirila Ribičiča, ki pravi, da je odlok poskus, da se zaobide odločbo Ustavnega sodišča. Do odloka je bil skeptičen tudi svetnik Davorin Petaros, ki je občino Piran zaradi suma konflikta interesov pri pripravi in sprejemanju občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Belokriški prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije in Ministrstvu za naravne vire in prostor. V Centru vodnih športov Žusterna je potekal sprejem za Lino Eržen po uvrstitvi na letošnje olimpijske igre v Parizu v jadranju na deski. Mi smo pripravili, Lini smo pripravili eno popotnico za olimpijado. Nekih par stvari, ki se nam zdi, da jih boš potrebovala. Poleg vsega, kar že sama nosiš. No. Natanko pred enim tednom je v Centru vodnih športov Žusterna potekal sprejem za Lino Eržen po uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu v jadranju na deski v razredu IQ Foil. S tem uspehom se je Erženova vpisala v zgodovino kot prva Slovenka, ki bo na olimpijskih igrah nastopila v jadranju na deski.
Uspeh je še toliko večji, če upoštevamo, da se članica kluba jadralcev na deski Bum Koper poleg treningov za olimpijske igre pripravlja še na maturo. Zdaj trenutno moram maturo narediti, potem pa po maturi malo priprave v Marseju, verjetno približno 14 dni, potem pa malo domov za počitek in olimpijado. Lini noče, tudi njen trener je povedal, da jih sedaj čaka precej improvizacije pri pripravah na olimpijske igre. V bistvu bomo mogli zimprovizirati, kot zmeraj, ker ima Lina maturo in bo vse tem podrejen, ta pa razšola in pa bomo luknje iskali še za treninge. Planiramo ene priprave v Turčiji, zdaj so v bistvu zaradi Line, ki ne more dol, so z Turčije gor prišli, ker namreč je tle tudi ena njihova tekmovalka, ki je tudi na olimpijadi in bomo za en teden tle imeli priprave, pol pa, ko bo termin, bomo pa dol šli. Kot je še povedala Erženova, je razred IQ Foil nov tekmovalni razred, ki je nastal iz surfanja, glavna razlika v primerjavi z nam bolj znanim windsurfom pa je v moči vetra, ki ga tekmovalec potrebuje. Pri foilu zadostuje že veter z močjo 7 do 8 vozlov, medtem ko je za windsurfanje potreben veter z močjo med 12 in 15 vozlov. Poglejmo si, kako so že prenovili nekdanjo porodnišnico v Kopru in Servitski samostan, ter kakšno nadaljevanje se obeta. Servitski samostan v Kopru oziroma nekdanjo porodnišnico je leta 2011 dobila v upravljanje Univerza na Primorskem. 10 let kasneje so začeli z njegovo prenovo. Gre za spomenik državnega pomena. V sredo so javnosti predstavili potek njegove prenove. Naredili smo številne arheološke izkope, najprej smo sondirali, zdaj se izvaja še večji izkop v okviru 450 kvadratnih metrov površine objekta. Potem izvedli smo leta 2021 obnovo strehe, potem sedaj izvajamo meteorno kanalizacijo, torej tista voda, ki se zliva iz obnovljene strehe, jo želimo odpeljati ven iz objekta. Potem smo naredili predhodne raziskave statike, sondiranje ometov s pomočjo restavratorjev, kjer smo iskali ostanke fresk in poslikav. Potem smo izvedli geomehansko raziskavo, raziskavo gliv na obstoječi leseni konstrukciji objekta. K širši prenovi bodo pristopili, ko bo na voljo večja vsota investicijskega denarja. Prenovljeni objekt bo dobil novo namenskost prostorov. Tukaj bodo stali rektorat, muzej, kavarna, računalniška čitalnica in avditorij za prireditve. Vrt in pritličje pa bosta prosto dostopna javnosti. Skupaj z gradbenimi in zemeljskimi deli pa so potekala tudi arheološka izkopavanja, kjer so prišli do odkritij, ki segajo vse od rimskega obdobja do današnjega časa. Med najbolj atraktivne izkopanine bi lahko umestil odkritja rimskodobne arhitekture, staline rimske obmorske vile, sorodne tisti, ki je obstajala v Simonovem zalivu, pa tudi staline cerkvice iz srednjega veka, cerkvice svetega Martina, ki je tukaj stala pred samostanom. Ko je Univerza na Primorskem dobila objekt v upravljanje, se je zagnala delovna skupina, kjer so raziskovali klasične teme, kot so arheološka izkopavanja ter umetnostno-zgodovinske teme. Izkazalo se je, da je imel Servitski samostan tudi druge funkcije, ki so jih želeli globlje raziskati. Zdaj, 12 let kasneje, to skupnostno raziskovanje nadgrajujemo z nadaljnjim zbiranjem spominov, predvsem preko spletne aplikacije, takega preprostega obrazca, kjer lahko kdor želi pravzaprav zabeleži svojo vez s tem objektom, s tem, da se vnese svoje ime, priimek, letnico rojstva po želji, ali ste se tu rodili, ste tu delali, ste kakorkoli drugače povezani z objektom. Je tudi okenček za daljši zapis in tudi možnost nalaganja fotografij. Ta vidik je pomemben, ker vključuje javnost v strokovna vprašanja in v predstavljanje dediščine. S skupnim zbiranjem spominom bodo gradili bazo vedenja o tem, zakaj vse je ta objekt spomenik.
Prejšnji teden je v Kopru potekal shod, s katerim so izrazili protestniki nestrinjanje z vplutjem ladje Borkum v Koper. Ta naj bi po informacijah španskih propalestinskih organizacij prevažala tudi orožje za Izrael. V sredo je v Kopru potekal shod, s katerim so protestniki izrazili nestrinjanje z vplutjem ladje Borkum v Koper. Ta naj bi po informacijah španskih propalestinskih organizacij prevažala tudi orožje za Izrael. Protestniki so sicer zahtevali, naj se ladji prepreči vplutje v Luko Koper. Je pa Ministrstvo za infrastrukturo že v ponedeljek sporočilo, da ladja izpolnjuje vse pogoje za vplutje, kar pomeni, da vplutje uprava za pomorstvo ne more preprečiti. Po informacijah slovenske vlade je sicer tovor namenjen na Češko, kar je zatrdila tudi španska vlada. Po vseh informacijah, s katerimi razpolagam, lahko zatrdim, da gre tovor na Češko in nima nobene veze z Izraelom. V Levici so kljub trditvam oblasti na vlado naslovili pobudo, naj se preveri točnost španskih navedb, sproži ustrezne postopke preverjanja tovora in prepreči morebitno tovorjenje orožja v državo Izrael. Ja, danes zjutraj smo pozvali vlado, da naredi vsaj kakšen korak glede tega vprašanja. Minimalno bi bilo, da se seveda, ko bo ladja vplula, aktivira ustrezne inšpekcijske organe, da vsaj preverijo, ali je kaj na tem. Istočasno pa predlagamo tudi, da bi za vse morebitne prihodnje ladje, ki bi prevažale kakršnokoli vojaško tehniko, ki bi lahko pristala v rokah Izraela, da bi se enaki postopki uvedli. Se pravi, da bi se bolj strogo nadziralo tovrstne tovore. Jaz mislim, da ni nobene potrebe, da Slovenija nudi svoje pristanišče in svoje ozemlje za logističen suport pač nekemu zločinskemu režimu, ki v bistvu krši številne mednarodno pravne pogodbe. Sicer bi se omenjena ladja morala ustaviti tudi v Kartagini v Španiji, ampak je prav zaradi pozivov k pregledu tovora svojo prvotno začrtano pot spremenila. Ta teden so se v kulturno-izobraževalnem društvu Pina že veselili pavze za kosilo, a so jih ustavile čebele. Pred njihovimi vrati je namreč nastal pravi roj. Na srečo pa to ni bil njihov edini izhod, zato so na kosilo lahko pobegnili. Kasneje je na pomoč priskočilo lokalno čebelarsko društvo. Poglejmo. Pozdravljeni v oddaji Kulturni napovednik, kjer vam na tedenski bazi predstavljamo dogodke, ki se bodo odvili v obalnih mestih. V nedeljo 2. junija se lahko udeležite koncerta, kjer se bodo predstavili najboljši violinisti, pianisti in komorne skupine iz 4. mednarodnega tekmovanja Tartini 2024. Dogodek se prične ob 19:30. V torek 4. junija pa se bo v Pokrajinskem muzeju Koper odvil 6. koncert v sklopu koncertov Amabile z muzejem. Na njem se bo predstavil trobilni kvintet Kontrast, pričetek ob 19:30. Med 5. in 9. junijem pa bo v Izoli potekala 20. edicija Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok Izola Cinema. Gre za festival, ki v letošnji ediciji vključuje okoli 80 filmov vseh dolžin in v središče programa postavlja svetovni, evropski in slovenski avtorski film kot vpliven medij, ki zrcali družbo, kulturo in življenje nasploh. Filmi se bodo tako odvrteli pod zvezdami v letnem kinu Arigoni ter letnem kinu Manzioli in pa tudi v zavetju Art kina Odeon ter kulturnega doma Izola. Izbor kratkih filmov neodvisnih vzhajajočih avtorjev pa bo kot do sedaj predstavljen v sproščenem vzdušju videa na plaži na izolskem svetilniku. Tudi na letošnji ediciji bo potekal program Podmornica, ki je svojim naborom filmov ter delavnic posvečen otrokom, mladim ter družinam. Obenem bo potekal tudi spremljevalni program v izolskih galerijah. Ob večerih pa bodo v sklopu festivala v soorganizaciji Kluba izolskih študentov in dijakov potekali glasbeni dogodki Noči luči.
Na njem se bodo poleg lokalnih glasbenikov predstavili tudi tržaški in pa nekateri iz Hrvaške. Med njimi so Iva Bobanović, Market Garden, One Cupcake Away, Caro Mio, Angelika in Alex Saš ter DJ Disco Roseto. Podrobnejši program celotnega festivala najdete na spletni strani www.kinootok.org. V petek 7. junija pa se lahko udeležite tudi predstavitve monografije Černigoj in avantgarde Srednje Evrope. To organizira skupnost Italijanov Santorio Santorio v sodelovanju s Primorskim poletnim festivalom in galerijo Insula. Dogodek se prične ob 19. uri. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši izdaji časopisa Megafon. Se vidimo prihodnji teden. Hvala za pozornost in se gledamo prihodnjič. Nasvidenje.